Prisrčno dobrodošli vsi skupaj. Mene je itak, verjetno vsi poznate, se nam nič posebej predstavljala, ali pa če rečem, da sem Mateja Žlogar, predsednica društva Belis. Danes smo tukaj s posebnim namenom, da odpremo portal na Štajerskem, da se dvigne pozitivna energija, da končno naredimo za našo skupno dobro tisto, kar je prav, kar je treba narediti, kar do zdaj še nobeden ni naredil, mi smo pa zato tukaj, da bomo to naredili. Sprostili bomo energijo ljubezni, naredili bomo nek kvantni preskok, ker ta skupina danes, ki je z nami, je tako noro močna. Meni grejo take energije po telesu, ko bi vi čutili. Upam, da čutite to. Jaz se vsem zahvaljujem, ker ste prišli, ker želim z vsemi vami narediti eno izjemno dejanje za nas vse Slovence na zemlji, tam, kar nam je dala mama narava. To je pa, da se osvobodimo vsega sistemskega, vsega režimskega in zaživimo tisto, kar nam je po naravi dano. Moja naloga pri tem je, da nas vse skupaj povežem, isto misleče, isto čuteče, ljubeče ljudi, ki s srcem, z dušo, hrepenenjem dihamo za skupno dobro. Ne glede na to, a ste blond, a ste temni, a ste plešasti, a ste obdarjeni, sploh ni važno. To bomo naredili za naše bodoče rodove, za našo skupno dobrobit na zemlji. Brez titul, brez sistemskih nalepk in brez kaj je kdo je kdo, kje je bil kdo in s kom je kdo. Nas sploh ne briga. Mi smo vsi eno, vse je eno, celota nečesa, kar je že od pradavnine del vsega izmed nas. Jaz sem toliko vesela, da lahko predam to znanje, ki ga imam, da lahko vas odzignem. Marsikdo je že obupal in tudi marsikdo, da ne bom rekla, da je od mrtvih vstal, ampak definitivno gre tak človek z vso močjo naprej. In samo to je bistvo. Energija ljubezni more priti v vsakega izmed nas. Kdor še tava, bo danes učil nafilan koreaktor. In vi boste lučke, in vi ste lučke, ne bom rekla boste, ker zato ste danes tukaj, ki boste vžigali druge lučke. Veste, kakšna moč je to? A veste, kakšna energija je to? Jaz jo čutim. Zato, ker čutim vas. Jaz sem že večkrat povedala, besede, če ne vibrirajo in če niso zadaj dejanja, so prazne. Ampak, jaz sem že prišla toliko daleč naprej, da meni lahko reče kdo kar hoče. Ni važno. Jaz začutim tole povezavo. Besede so pa zame prazne, če nimajo zadaj dejanja. Zato,
pravijo, ne? A ste že slišali to? Besede nam je stvarstvo dalo za moliti, za blagoslavljati, pa za zdraviti. Pa nič drugega. Nobenega obsojanja, nobenega maščevanja, nobenega sovraštva, nobenega obsojanja. Ker samo sočutje je tisto, ki bo iz nas potegnilo najboljše. Da premagamo vse tiste travme in vse bolečine, ki jih imamo vse. Kdor je gledal včeraj oziroma v soboto posnetek, ki sem govorila, kako se premagati travme, to je tako, da greste v svoje otroštvo, v tisto obdobje, bom kar še enkrat ponovila, ker zdaj za tiste, ki še niste slišali, pa tudi nič hudega, če dvakrat slišite ali pa večkrat, bolj se vam bo to usedelo v spomin, da tistega majhnega otročička, tistega vas, ki ste bili majhni, pa ki ni dobil ljubezni toliko, ki bi jo rad, vzemite ga v naročje, pocrklejte ga, stisnite ga k sebi, pa rečete, jaz sem zdaj tukaj zato, da te zaščitim, da ti pomagam in da te nobeden več ne bo zajebaval. Zdaj si ti v mojem naročju in jaz te bom zaščitil ali pa zaščitila. Marsikomu se bodo ob tem čustvenem dejanju sprožile solze. Nič hudega. To so solze očiščevanja. To so solze, ki so zdravilne. Naj tečejo, tako kot teče reka, tako kot teče potok. Jaz imam tu še 2 stola, še kdo pride sem sedeti. Glejte, pa bom pa začela malo bolj na glasbo. A se slišimo? V redu, bom še enkrat ponovila. Travme se zdravijo tako, da se tistega majhnega otroka, ki je dobil najmanj ljubezni, vzame v naročje, se ga pocrkla in se mu reče, rad te imam, rad se imam. Na ta način boste sprejeli sebe, točno take, kot ste. In nimamo nobene pravice obsojati staršev, če so nam te ljubezni dali premalo. Oni so nam dali točno toliko, kar so tisti trenutek znali dati, vedeli dati in bili zmožni dati. Verjemite mi, jaz kot mama vem in se zavedam, da sem dala mojim otrokom točno toliko ljubezni, kar sem jo imela v sebi in kar sem jo bila zmožna dati. Vedno. In če so jo vam starši dali premalo, si pa tist manjko dajte sami sebi. In to je bistvo, da se sprejmete točno taki, kot ste. Ker ste čudoviti, edinstveni, neponovljivi in življenje je v vas. Zato se cenite in spoštujte in kar vam je bilo dano premalo, si lahko date sami. Verjemite mi, da se da. Se dobro slišimo od zadaj. Ok, še pojačam, a bo v redu. Lejte, mi smo se povezali zato, ker nam nekaj manjka. V sistemu, v katerem smo, nam nekaj manjka. In to je tisto sprejemanje, da smo vredni. Kar naredimo, da smo vredni. A vam da to delodajalec? Da ste vredni, a vas pohvalijo za delo, ki ga naredite? Še tisti denar, kar ga vam dajo, bi vam ga vzeli. Pa če bi delali za ston, bi bilo še preveč, še predrago. Glejte, korona čas je v nas prebudil eno temeljno stvar. Vse te maske, vse to testiranje, cepljenje je pokazal, koliko smo vredni za delodajalce, za režim in za sistem. Nič, ker v mednarodnih pogodbah piše, da je to, kar z nami počnejo, prepovedano.
Naravni zakon tega ne pozna. Narava ne pozna mas, ne pozna cepljen in ne pozna testiran. Milijone let smo preživeli brez tega. Ne razumem in ne znam si pojasniti, zakaj zdaj ne moremo več brez tega preživeti. Bolj, ko je razvita farmacija, bolj smo mi bolni. A se strinjate s tem? A je to prav? Ne. Narava nam je dala vse, kar rabimo, da smo zdravi, da smo vitalni in da lahko delujemo. Prvo, kar moramo narediti, moramo osvoboditi svoj Zakaj? Ker v se ta trenutek odvija najhujša vojna vseh vojn. Vojna z režimom, vojna s sistemom, ko se mi upiramo, pa se ne znamo do konca upreti. Dokler ne boste v rekli, dovolj je, dovolj, zdaj pa konc, in ne bomo šli več na testiranja, ne bomo več nosili mask, ne bomo se cepili, ko bomo to tukaj noter razpucali, vam bo stvarstvo prineslo vse, kar rabite. Vse. Takrat se vam bojo noter prebudili vaši darovi, zaradi katerih ste tukaj. Moj dar je kmetovanje. In moj dar je govor, da tukaj lahko vam podajam informacije, nas vse skupaj povezujem in vam dam vrednost, ki jo samo vi morate začutiti v sebi. In če bomo hoteli stopiti iz te igre avatarja, tukaj noter se vse začne. Sami verjeten veste, da so eni bolj pozitivni, eni so pa manj pozitivni. Zakaj? Tisti, ki so bolj pozitivni, so se odločili, da je dovolj igre, ki ni naša. Tisti pa, ki še imamo borbe, oziroma jih imajo, veste, kako se negativna misel zamenja s pozitivno? Ko se vi zavedate te vojne tukaj noter, med boljšim in slabšim jazom, rečete, dovolj je, ti slab ne boš več meni komandiral, konc. Ko pride, nisem dovolj dober, takoj misel zamenjajte, jaz sem dovolj dober za sebe, za svoje življenje in konec. Jaz se znam ceniti. Jaz vem, samo jaz vem, kakšna je moja vrednost. Zakaj vas delodajalci ne cenijo? Zato, ker se mi sami ne cenimo. Ko se bomo dovolj cenili, nas bojo tudi oni cenili, ali pa se bo zgodilo, da boste začeli s svojim poslom. Ta čas je zdaj idealen za to. Kdorkoli se je odločil, da se ne bo testiral, kaj se je zgodilo? Čez en mesec ste dobili službo ali pa čez 2, kjer ni bilo potrebno testiran, kjer je bil delodajalec točen tak, kot ste si ga želeli. In to je bistveno. To je bistveno. Ko začnete ceniti sami sebe, sprožite cunami dobrega. Verjemite mi, to je bila zame misija nemogoče. Ampak jaz sem jo spremenila v mogoče, ker sem se jaz tako odločila. Isto lahko naredi vsak izmed vas. Isto. Sočutje. Sočutje je ena taka krasna emocija, da ne obsojamo, da ne posegamo po drugih. Naš Primož vedno reče en tak čudovit stavek, ki se ga jaz ne morem zapomniti. Da se tvoja, ne vem, to bo on pol povedal, ko bo prišel do besede, ko mu jo bom dala, ko se bom jaz zmatrala, ko mi bojo glasilke odpovedale.
on je tudi naš član in ga bom prosila za par besed. Tako lepo pove, da se naša svoboda neha tam, ko se začne svoboda nekoga drugega. Če so se ljudje odločili neomajno, da se bojo testirali, da se bojo cepali, mi nimamo nobene pravice posegati v te njihove odločitve. Ravno tako, kot oni nimajo pravice posegati po tem, da smo se mi odločili, da tega ne bomo počeli. Konec. Kdor posega po svobodni odločitvi nekoga drugega, to samo pomeni, da je egoist, da je sebičnež in da ni predelal svojih travm. Ker ne more drugače, posega po vaši svobodi. Zato pravim, bodimo sočutni, ampak ne za vsako ceno. Tukajle je meja, kar mi seže roka, je meja. In tukaj v moj osebni prostor lahko stopi samo tisti, ki ima brezpogojno ljubezen. Na stran se more pa te brezpogojne ljubezni še naučiti. Ta korona čas je tako čudovito pokazal, kam kdo spada. Čudovito! In jaz tako pravim, meni noben več ne more lagati, lahko mi reče karkoli, ampak jaz vem, kaj njegovo srce govori. Kontra od njegovih besed. In meni noben več ne more lagati. Konc! Zato, ker sem se jaz tako odločila. In isto lahko naredite tudi vi. Ampak do tega stanja pridete takrat, ko vse, kar je zemeljskega, spustite. Da lahko vsak trenutek izgubite vse, kar je zemeljskega. In ko boste to stanje dosegali, ko boste vse spustili, se bo naredil en fantastičen preobrat. Vse boste imeli, kar tisti trenutek rabite. Vse. Za hrano, za račune, za stanovanje, za življenje. Vesel boste, radosten boste, v ljubezni boste. Vse to boste imeli, verjemite mi. Jaz želim vsakmu izmed vas, da pride do tega stanja, ker pripravlja se ena stvar. Vsi vemo, da to, kar se zdaj dogaja, glejte, mi nič ne vemo, da so kakšne maske, da so kakšni testi, da je treba se cepati, mi nič ne vemo. Samo en odlok, ki ni v skladu z ničemer, to zapoveduje. Ampak zakaj se dogaja taka množična represija nad ljudmi? Zato, ker ljudje to hočejo. Ker to dovolijo, da se to dogaja. Glejte, ko bomo mi rekli, ne bomo to spoštovali, ker tega narava ne pozna, od tega noben od nas ne more zahtevati, niti eden. Ampak to je vse na vsakem izmed nas. Na vsakem izmed nas. Jaz vem in razumem, da je veliko ljudi ta trenutek v stiski. Zato sem jaz se povezala tudi s 3 čudovitimi ljudmi, ki bom na koncu povezala, zato da bomo dojeli, da ne rabimo biti več v sistemu, da lahko iz tega sistema izstopimo in rečemo, dost je. Ampak mi se bomo mogli med sabo povezati, imeti svojo samooskrbo, imeti svoj zdravstvo, imeti svojo šolo, imeti svoje pravne elemente, dokler stvari ne speljemo, da bomo lahko to naredili. Glejte,
Vse to je pripravljeno, ampak mi tukaj noter se moramo za to odločiti, da bomo to lahko naredili. Tole je vstopnica in tole povezavi s tem. Vsi veste, da je ta pot, da tega osvobodiš in da tega prebudiš v vsej svoji veličini, najdaljša pot, ki jo človek v svojem življenju prehodi. Ljudje so hodili po svetu, da so iskali rešitve in ljubezen do sebe. Po svetu, po Indiji, povsod. Ampak na koncu, ko so prišli domov, so ugotovili, da imajo vse tukaj noter, v tem središču, ki je povezano z bistvom življenja. In vsak to izmed vas ima. Vsi tisti, ki še niso cepljeni, imajo božansko povezavo hipofize z umom in srcem. In sam to obdržite za vsako ceno. Ker ko to izgubimo, nimamo nič več, niti sebe ne. Zakaj vam to govorim? mRNA, genska terapija, to je to cepivo, ki ga zdaj tako forsirajo. Veste, kaj je to? A ste že slišali za gensko spremenjene organizme? Verjetno večina ste že. Ampak bom vseeno razložila še enkrat, kako pride Monsanto do gensko spremenjenega organizma. Monsanto je firma, korporacija, ki si lasti vse živo, kar je na svetu. Vse. Ljudi, vodo, hrano, zemljo, vse. Zakaj je njim to toliko pomemben? Ker je to vir življenja, vir preživetja. Seme, brez domačega avtohtonega semena mi ne moramo pridelati hrane. Zakaj? Ker je to vir življenja v osnovi tako, kot je. Bom razložila razliko. Avtohtono seme je tisto, ko vi doma iz leta v leto pridelujete solato, fižol, redkvice, kumarce, kjer ima avtohtone semena, papriko, posejete in vsako leto zraste. To je avtohtono seme. Hibrid ni gensko spremenjen organizem, je samo križanec med dvema matičnima rastlinama, mi rečemo med očetom in mamo. Ponavadi je mama tisti velik paradajz, ki naredi obilno, in ta mal paradajz, ki je pa sladek. A razumete? In dobimo hibrid, ki da sicer ful dober okus, ga je pa zelo težko pridelati, ker rabi dodatno nego. Špricanje s pesticidi, gnojila umetna, potem, ne vem, pač kemično pridelavo. Pri avtohtonem semenu je pa edina kemična pridelava vaša motika pa vaše roke. Naredi pa odlično. Če znate to lepo negovati z ljubeznijo in z vso predanostjo. Gensko spremenjeni organizmi oziroma gensko spremenjena semena pa korporacija Monsanto, ki je ta trenutek gonilna sila v teh zadevah, pa v neki državi, ki uspejo pridobiti na svojo stran in z njo podpisati fašistične ukrepe, ubijalske ukrepe za narod, si polasti avtohtona semena, jim v njihov gen vcepi živalski genom in potem je to seme patentirano. Zdaj pa vi dokazujte, ko doma sejete semena, da niso patentirana. Ne morete, ker vam ne bojo dali te možnosti. Gensko spremenjena koruza.
Zakaj jo jaz tako rada dam? Za primerjavo. Zato, ker uničuje moška semena, moške semenčice in taki moški so neplodni. Zato je toliko neplodnosti. V trgovini vam nikjer ne piše, da so to gensko spremenjena semena, ker si je Monsanto izboril pogoje, da ni treba pisati. Razumete? Zato toliko neplodnosti, ker mi nič ne vemo v trgovini, ko kupimo koruzo, ali je gensko spremenjena ali ni, ker jim ni treba tega pisati. Kdor je prebral knjigo Semena uničenja, točno ve, kako je Monsanto prodrl v Evropo z gensko spremenjeno sojo. Enostavno so zapakirali kot navadno sojo in potem so šele po parih letih inšpektorji, ki so in sploh ugotovili, da gre za gensko spremenjeno sojo. Ljudje so pa to jedli. A razumete, kakšne umazane igre igrajo korporacije? Kaj mislite, da se zdaj pri cepivih dogaja? Isto! In dajmo ljudem to povedati, kdor se bo odločil, je konc z njim. Še premoženje jim bojo pobrali. Pa naj se kar smejejo. To se pripravlja za jesen letos. To niso heci. Da se razumemo. Zakaj vam to govorim? Ker se ta agenda stopnjuje. Zdaj so poklicali vojsko, da bojo cepili ljudi, ker imajo 120 000 doz cepiva naročenih. Glejte, kdor se še ne zaveda, kaj se dogaja, da smo v vojni, Bog mu pomagaj, ne moram drugače reči. Ampak mi, ko to vemo, pa če še kdo tava v temi, dajmo ga zbuditi, dajmo mu povedati, kaj to je. Gensko spremenjen organizem. V tem cepivu je tuj genom. In ta genom bojo vsilili človeku proti njegovi volji. In vas bojo patentirali, tako kot so semena. In je konc. Ko si ti njihov, nimaš več lastninske pravice nad svojim telesom, nad svojim premoženjem, nad ničimer več. Folk se pa še kar norce dela. Naj se delajo. Pa še prostovoljno podpisujejo. Točno. Kar je absurd. Ob vsem tem znanju, ki ga ta trenutek imamo. In mi, če se bomo hoteli osvoboditi, bomo mogli priti na zemljo. Zdaj nismo na zemlji, zdaj smo na morju. Izgubljen tovor. Res. Bom pol Primoža prosila, da bo par besed na to temo povedal. Ko vlada te zadeve, da si boste zapomnili, kaj to je in da boste znali to tudi naprej povedati. Noroza, kva nas imajo. A se spomnite osebne? Mrtva stvar. Mi smo za njih tržno blago. Mi nismo za njih ljudje. Slovenija je registrirana kot korporacija. Ja, kot trgovina z belim blagom. Ja. Veste, kaj to pomeni? Da nimate nič pravic, ker je nad vami skrbnik korporacija. Teja, ti si rekla, da smo v Denverju. Nismo, smo danes preverjali. Treba preveriti, ki smo. Pa so nas pa že preregistrirali, zato ker smo jih pogruntali. Pa se grejo. V glavnem, glejte, dejstvo je, da če ne bomo znali ceniti sebe, pa rekli dovolj je, in tem ritoliznikom iz sistema gor, ki si dovolijo po neveljavnem odloku, ki je podzakonski akt, nad nami stegovati lovke. Vse to, kar odlok vsebuje, nima nobene povezave ne z ženevskimi konvencijami, ne mednarodnimi pogodbami, ne z ustavo, ki sploh ni ratificirana. Kaj pomeni, da smo jo potrdili na referendumu? A smo jo? Jaz se nič ne spomnim.
In oni po 30 letih osamosvojitve, ne vem od česa, pravijo, ne, da zdaj mi nismo več sami sebi lastnina. Pa veste, zakaj to? Zato, ker igrajo na to karto, da vi ne veste. Nevednosti za butle nas imajo. Ampak mi vemo, da mi to nismo. Lejte, meni gre že tole ponavljati mal na živce. Ustava, pa 16. člen, pa 26. člen. Zakaj? Ker tega noben ne jemlje več resno. Veste, kaj pa jemljajo resno? Ko se v neki šoli ali podjetju folk množično upre in reče, dovolj je. Kaj vam pomaga skakati na ulicah? Kaj vam pomaga protestirati na ulicah? To je brez veze. To je prazno delo in metanje energije stran. Edini protest, ki da rezultate, je, da se mi povežemo in pritisnemo. Ne dovolimo naše otroke maltretirati, ker vam bomo vas premoženje pobrali. Ali vi spoštujete ustavo ali jo pa ne. Trgovine. Najboljši protest, da vas prosijo, da pridete v trgovine. En mesec ne bomo šli v trgovino. Ta prvi teden bojo jogurte stran vrgli, pa mlek bojo stran vrgli, pa meso bojo stran vrgli, pa salame bojo stran vrgli. Naslednji teden še druge stvari, ki imajo 14 dni rok trajanja. Po tretjem tednu nas bojo na kolenah prosili, pridite, samo pridite, 50% popust, sam pridite. Mi pa skačemo na ulicah ko opice, pa podpiramo režim, sram naj nas bo. Pa z maskami. Pa z maskami, sramota. To je protest. V službi, če nas silijo k testiranju, nikjer, ne v mednarodnih pogodbah, ne v ustavi, ne v zakonodaji ni napisano, da je maska, test ali cepljenje pogoj za opravljanje delovnega mesta, ne za življenje sploh. In mi to podpiramo. Sram naj nas bo. A smo ljudje ali kaj smo? Na kaj splošno testirajo? Ja, točno. Na kaj pa testirajo? Na luft. Jaz ne vem. Kozji mlek. Papajo. Coca-Cola. Kufe. To testirajo. Red Bull. Red Bull, ki bi dal pozitivne rezultate. Še na vodo je bilo pozitivno. No, vidite. Navadno. In oni pravijo, da so te testi merodajni, če na deklaraciji piše. Se mi ne vejo na kaj. Oni sami ne vejo. Lejte. Kako ne vejo, dobro vejo. Lejte. A veste, če hoče speljati svojo agendo in čim več ljudi razčlovečati, je to idealna igra. Igra v umu. Na nas pa je, ali bomo to igro igrali ali ne. Če mi ne bomo šli na šiht, kaj bo delodajalcu un podjetje? Kako bo on delal? Ne more delati. Če ne damo otroku šolo, ja kaj bo tista šola? A razumete, kaj je protest? Mateja, lahko prekinemo. Prosim. Zdaj bomo morali pa tako narediti mi počasi, ne počasi, po moje takoj, da nas gre 20 ali pa 30 komadov v eno trgovino, pa da mi pokažemo, ne, da se ne znamo, zato ker jaz sem sam grda koročki. Flash mob, da reči, za registracijo. Pridem v avto Krka, na gladko so me odjevale. To ni nič, pa ne da se me več kregati sam. Ja, Ker popoši. ta prvo bomo naredili, da sploh ne bomo šli. Naredite si zaloge en mesec in kamar nobeden. Čim več jih naštima. Ta prvo to. Zdaj pa svoj avto ne treba še registrirati. Da jim pokažemo moč ljudstva. To je protest. Če ga že hočete biti del tega.
Samo oskrba v Sloveniji je samo 27% in še pada. Kaj mislite, zakaj? Vse je načrtovano, vse. Spodbujali so živinorejo. Zakaj? Na 1 hektarju pridelovalnih površin lahko preživita samo 2 krave in 4 članske družine, če bi pridelovali zelenjavo. Še več. A razumete, kakšna je razlika? Zakaj je sistem spodbujal živinorejo in ne pridelavo zelenjave? Ravno zaradi tega, ker 2 krave poje 1 4-članska družina v pol leta. 4 članske družine pa preživijo na 1 hektarju celo leto. V številkah. A zdaj vidite, kaj se dogaja. In mi smo dolžni podpreti domačo pridelavo. Zakaj? Ker če tega ne bomo naredili, bomo vsi lačni. Vsi. In kdor ima kakršenkoli košček zemlje, obdelujte ga z ljubeznijo. Ker kmet bo car, kmet bo vse. In tisti, ki bo imel zemljo. Se pa vse drži na svojih plečih. Zakaj so pa vse ljudi strpali v mesta? Zato, da jih lahko obvladujejo, da jih lahko kontrolirajo, da lahko zastrupijo vodo in bojo šla cela mesta. In to delajo s klorom, ki ga dajejo v vodo. Lejte, no, jaz vidim, da vidite, kaj se dogaja. In to je super. In povejte to še vsem ostalim, ki danes ne vejo, kaj se še dogaja. Povejte jim samo razliko v semenih. Če to ne bo dovolj, njihova odločitev. In mi na to nimamo pravice vplivati. Pripraviti se pa moramo, da bo zelo hudo, ker vedno bolj se piše, da tisti, ki so se cepali z novo mRNA tehnologijo, gensko terapijo, umirajo v mukah, notranje jih razžre. Kdor tega ni videl, ne more vedeti. Mi se pa veselimo, ali oni, ki grejo, se pa veseli. Jaz sem se pa cepil. Lejte, kar se tiče morja, nobeden ne more, dokler ne se osvobodimo slovenskih dežel. Nobeden! Lejte, lahko se pa tako zmenimo, kdor bi rad prišel na dopust. Lahko pridete k meni na nivo. Bomo v Švici, bomo švicali. Lejte, pa na Malti, evo, Malta. Mi imamo morje tukaj blizu, ne? Lejte, malo heca, ampak dejstvo je, Do plaže, malo daleč. ne vemo, kaj se bo dogajalo čez poletje za sistem. Ampak mi vemo, da moramo osvoboditi in iz tukaj ven osvoboditi slovenske dežele, ki so nam bile odvzete. Pokradali so nam jih. Mimo naše vednosti in mimo naše volje. Kdor ima probleme v delovnem aktivu, da se še malo tukaj povrtimo, dajte se skupaj vzeti. Jaz vem, da vam je težko, ker določenim pač v nos, pa tako naprej. Še nekaj vam povem, kaj pomeni imeti odločno držo. Jaz bi tudi mogla imeti na tržnici test, ker prihajajo ljudje. Nimam ga. Zakaj bi ga pa imela? Na podlagi česa pa? Virusa, ki ne obstaja, odloka, ki je neveljaven, in na podlagi enega inšpektorja, ki ne obvlada svojega dela. Točno se ve, kaj je njihova naloga. Njihova naloga je skrbeti, da stvari tečejo tako, kot morajo.
nimajo pa pravice posegati v vašo integriteto, v vašo nedotakljivost in v vaše zdravje. Zdaj mi naj pa samo eden pove, pogodbo s stvarstvom. A je kdo slišal, da je režim podpisal pogodbo s stvarstvom, da si lahko lasti življenje? Naša telesa, našo zemljo, našo vodo, naš zrak, jih bomo pa na ta način. Dost je bilo. V našem društvu imate vso podporo. Vso podporo. Podporo imamo tudi na strani prasindikata, s katerim smo se povezali, ker se čutimo isto misleči. Za iste cilje se borimo. S tem, da imajo oni eno vedenje, mi imamo pa drugo vedenje, ampak ta dva vedenja se takole združujeta. Takole. In hvala Bogu za to zdrav razum, da lahko to naredimo. Na nas pa je, ali bomo to sprejeli ali ne. Jaz vedno pravim, ne, kdor prav čez mene, mogoče kdaj kakšno ustrelim tako malo sočno, ne, uno leporečje imate v Ljubljani, v parlamentu in njihov bla 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 in vse in sploh. Mi smo pa realni in živimo na zemlji, pa tudi kakšno sočno ustrelimo. A je tako? Kako bi pa drugače se smejali, pa bili radostni, če ne bi kakšne streljali take brezvezne z ust? Se zato pa tam spijo. Tako. Bravo. Glejte, edina rešitev, da gremo takole. Pozabimo vse zamere, jih predelamo, jih damo na stran, pustimo od zadaj in rečemo, zdaj je pa na vrsti človek kot del narave. Sami veste, kaj nam narava nudi. Hrano, zrak, prostor, možnost, da delamo, možnost, da se veselimo. Nas pa sistem ločuje. S kakšno pravico? A je kdo od vas dovolil, da se to dogaja? A je kdo podpisal? Nobeden. Jaz že ne, nikoli. Ni govora. Jaz ne podpišem nobenih dokumentov več. Zakaj? Imajo naj sami tiste listine blesave. Mi moramo samo s tem podpisati pogodbo, pa z unim gor. Druge pogodbe ni, ne obstaja. Mi smo zdaj v tem času, kar obstajamo, to je 4 mesece, naredili ogromno. Poslali smo na generalno policijsko upravo našo diplomatsko listino. 10 mandalcev iz sistema smo jih malo vprašali, kje pa so tisti dokazi o virusu, o ukrepih in tako naprej. Ni bilo odgovora. Mi smo se pa podpisali z vso svojo bitjo, z vso odgovornostjo. Oni niso sposobni nič. Niti prevzeti tega, kar delajo. Zakaj? Ker niso več v stiku sami s sabo. Oni so vodeni. Mi smo pa tudi vodeni. Ampak od ljubezni in od stvarstva. In ne bomo dovolili, da bi kdorkoli v nečastu ves z naravo, ves z bitjo, in jaz stojim za tem, z vso odgovornostjo, dokler bom živa. Upam, da ste vi tudi na tej strani. Jaz sem tale dokument že 2-krat ali 3-krat prebrala. Zdaj je šla ven nova listina in sicer opomin. Speljati moramo stvari do konca, ker je treba enkrat narediti red. In jaz sem zdajle, kar razlagam te stvari, že večkrat slišala, da bomo mi Slovenci tisti, ki bomo sprožili ta val po celem svetu. Spremljajo nas Nemci, spremljajo nas Italijani, Hrvati, Madžari, Avstrijci. Smo ga že. Bravo. Mi imamo tako moč, pa ne bomo nobenemu nič naredili.
Mi bomo samo vzeli nazaj tisto, kar nam je bilo dozeto. Nič drugega ne bomo naredili. Kaj bojo pa oni sami sabo počeli, pa ni naša stvar. Noben mu žal, besede, noben mu žal. Dejanj, ker moramo narediti energetsko poravnavo. Energetska poravnava se pa lahko naredi samo tukaj in s sočutjem. Pa ne tako, da bo kdorkoli po kom posegal, ampak sami se bojo mogli odločiti, kako si bojo sodili. In mi tukaj ne bomo imeli nobenega vpliva. Mi moramo samo osvoboditi tole, da bomo lahko na polno zaživeli s tem, eden z drugim. Kdor še ni gledal, pa ne ve, kaj točno govorim, naj si pogleda film La Belle Verte. La Belle Verte je film. Lepa zelena. Ja, noro dober film. In tam je vse, kako lepo ljudstvo med sabo sodeluje in si pomaga. Vsak nekaj ve, vsak nekaj naredi. In dragi moji ljubi, samo v tem je rešitev. Ne koliko bo kdo pograbil, ne koliko bo kdo, na kakmu kupu bo kdo sedel in s kakšnim Ferrarijem se bo vozil. Samo tole, eden z drugim, nepremagljivi, verjemte mi. Zdaj bom pa jaz, preden boste vi začeli mene spraševati, predala besedo dvema človekoma. Ena je naša Iviljana, ustanovna članica društva Belis. Eden je pa gospod Primož iz Prasindikata, tudi naš član, ki bo pa tudi povedal par besed. Pa bi jaz kar prosila Iviljano, da pove par besed. Hvala, Mateja, si me presenetila, kot vedno, ne? Evo, jaz sem Matejo srečala lani septembra na kongresnem trgu. Wow, jaz sem tja prišla, sem v bistvu prišla bolj tako duhovno. Jaz zelo rada molam, marsikdo me pozna, da res molam in napisala sem knjigo Izpekla v raj že leta 1995 in sem ena izmed tistih, ki v tišini prosim Boga, da bi vse nas razsvetlil in da bi delali to, kar je Božja volja, kar je naravna volja, kar je to, kar je življenje. In ko sem jo poslušala, sem rekla, pa kdo je, kako ona upa, odločna, srčna, modra, ljubeča, vse, kar hočemo, dajmo ji velik aplavz. Ona ve, da sem jaz precej ranjena bila, pa še sem verjeten par milimetrov, ampak vedno boljš. Zakaj? Tudi meni se je zgodila krivica pred dolgimi leti iz mojega neznanja. Tako, ker se marsikomu izmed vas že zgodila kakšna krivica, ker ne znamo reči ne. Ali pa ker ne znamo poslušati svoj notranji glas, ker nam reče ne tjajati, ne to narediti, pa mislimo, da moramo zdravnike poslušati, da moramo delodajalce poslušati, da moramo partnerje poslušati. Tako kot Mateja pravi, poslušamo svoj srce. On nam vedno govori. In če bi jaz svoj srce poslušala leta 97, 24 let ne bi jokala. Ampak tudi solze se spremenijo v bisere, ko odpustiš, ko se odločiš za življenje, in ko samemu sebi odpustiš in greš naprej. In ko sem to naredila lani januarja, se je začelo spet v moje življenje pojavljati sonce, svetloba, mir in radost. Ampak če tega ne bi naredila, danes tukaj ne bi bila. In tudi društvo bi mogoče bilo drugačno ali kakorkoli, vse ni važno. Važno je, da smo se odločili, da Slovenija ima možnost biti to, kar je. Lepa dežela, dežela ljubezni, dežela radosti, dežela resnice, dežela modrosti, dežela, ker bomo mi rekli, življenje na prvo mesto, človek na prvo mesto in konec vseh tistih, so bi rekel, zakonov, ki nam jemljajo resnico, eno z življenjem, eno z naravo, eno z ljubeznijo. In zato sem zelo hvaležna, da ste danes tukaj, v takem velikem številu. To luč, ki jo imate v sebi, naj se povečuje
nikakor ne dovolite, da vam bi jo kdorkoli, ali sistem, ali odlok, ali kakšen zakon ugasnil. In pejmo naprej, aleluja, jaz temu rečem, ker življenje ima v sebi moč življenja. In to je edina stvar. Zelo hvaležna mojemu možu, ker je dal srce za Slovenijo. Cele noči dela, ker je rekel, če bo 10 ljudi srečnih, sem jaz še bolj srečen. In verjamem, da nas bo več. Zdaj nas je že več kot 2400. Veste, kaj je to? 2400 lučk in te lučke bo, nihče jih ne bo ugasnil, nihče. Niti ne grožnje, niti ne odpoved službe. Kristini sem zelo hvaležna, ker je rekla ne in je raje brezposelna, raje tukaj z nami, kot da bi se testirala, kot da bi se cepila. Pred kratkim je imela čudovito možnost dobiti službo v Montessori šoli, ker je rekla, da ne mara testiranja, ne mara cepljenja, žal službe ni dobila. Dajmo ji čestitati. Jaz sem srečna, da dajemo ljubezen, stvarstvo, srce na prvo mesto. In hvala, Mateja, da vodiš to društvo res fantastično in ne bi mogli imeti boljše predsednice, res ne. Zdaj pa prosim Primoža, da pride in se nam pridruži. Hvala, Primož. Pa pove par besed. To je tudi ena taka čudovita, krasna duša. Iskreno pozdravljeni, drage sestre in bratje. Bom kratek iz enega temeljnega razloga, to je ta, da sta Mateja in Ivilijana napolnila ta prostor tako močno z žensko, materinsko energijo, da bom težko dodal še malo moško. Vesel sem, da smo se zbrali v takem številu. Še bolj pa sem vesel, da se On nima take jakosti, edin, če jaz prevajam. Ona ima močnejši glas, ja. Še bolj sem pa vesel, da se je društvu pridružilo in se pridružuje toliko ljudi, posameznikov. To je samo znak vaše odločenosti za temeljne in temeljite spremembe v naših življenjih. Vendar bo za te spremembe potrebno vložiti veliko napora, veliko odločenosti in modrosti, da bomo lahko vstopili v novo zlato dobo človeštva in začeli graditi nov rajski svet popolnega obilja za vse. Bravo. Ker si vi tako srčno, vključno z mano, tega želite, me veseli, da se vedno bolj zavedate, da živimo v multidimenzionalnem blodnjaku, v katerem igramo sočasno več iger. Ene igre so vpete v božansko matrico, torej duhovne igre in zemeljska igra življenja, medtem ko obstajajo tudi druge igre, ki so vpete v nebožansko matrico. To so komercialne igre, o katerih do pred kratkim nismo vedeli kaj dosti, oziroma nismo vedeli niti, da jih igramo. Zato bo potrebno se na eni strani opolnosrčiti, na drugi strani pa opolnomočiti. In jaz sem prepričan, da nam bo to skupaj uspelo, da se bomo še dolgo družili. To je nenazadnje naša odgovornost do naših najmlajših, do naših potomcev. Zato bomo na eni strani
obujali tisočletne spomine naših prednikov, ki so takšna življenja v rajskem svetu živeli. Na drugi strani pa bomo pridobili vedenje, ki nam bo omogočilo, da iz teh iger, komercialnih, nebožanskih, izvlečemo našo lastnino, ki jo imamo pod prevaro vloženo v te igre. Zato vedite, da nas v nadaljevanju čaka pustolovščina vseh pustolovščin in da sem prepričan, da bomo iz te zgodbe prišli zmagovalci. Jaz bom še povabila mojo desno roko, da bo po kakšno besedo rekla. To je pa moja Kristina. Moja Kristina, srčna duša, še en tak cvet energije. Je rekla, da jo je strah, da ne ve, kaj bi rekla, pa sem rekla, da jo Bog vodi, ne? Narava, stvarstvo. Ja, Mateja mene zmeri preseneti, ko nenapovedano me pokliče, pa jaz jokam. Ja, nič kaj ne rečem, jaz vam odgovarjam na maile, ki mi jih prepošljajo, če koga kaj zanima. Tako da vi kar pišite, jaz vam z veseljem odgovarjam. Drugače pa sem članica društva že skoraj od začetka, imam eno mestno številko na izkaznici. Vedno pomagam, pač naš Mihael pa Iliana. Vedno je premalo roka, ne, da to spakirajo, da pošljejo kuverte, nosimo, na pošto vozimo. Naš Mihael to cele noči dela, skupaj spenja tiska, tako da res. Dajte še kak Maribor, pa bomo še tu pomagali. Tako da smo kaj ene miške nočne in to po noč delamo. Drugače pa, evo, prinesli smo ustave, Mihael je po nočih delal, prinesli smo statut. Imamo tudi beležke, Mihael se je potrudil, je še takole lepo cenik izdelal. Tako da, če bo kdo želel, lahko po končanem sestanku pride, pa bomo dali. Še ene vizitke je pripravil za vas. Tako da, kaj ne rečem, igram terapevtski inštrument, ki je uglašen na frekvenco naših čakr. Tako da izvajam zvočne terapije tudi. Tako da Mateja me je malo prosila, da malo zaigram, da se malo porihtate. Malo bom še na koncu. Glasite. Ja, to itak, tudi če ni kjerga zraven, če sliš, to vse deluje. Tako da ne vem, kaj ne še rečem, to je od mene. Jaz z veseljem pomagam, ponosna sem, da sem članica društva. Bravo. Veliko sem se naučila, če bi to znanje imela, ki ga imam zdaj, pač pol leta nazaj, se tudi 3-krat ne bi šla testirati, ker so me ob zid postavili. Sem se mogla, pa sem pa rekla dost. Zdaj sem pa raj brez službe, kakor da se hodim testirati. Tako da, to je to. Jaz sem ji rekla, da bo ona naše otroke, bili so otroke čuvala. A ste za to? Čudovita učiteljica, tako da ne bo ji dela zmanjka, ne bo brezposelna, meni verjemite, da ne. No, vabljeni, jaz sem sicer vzgojiteljica za vrtce. Takole, lejte, jaz bi zdajle lahko odgovorila še na par vprašanj, potem sem pa današnje druženje namenila, da se poveselimo, da smo lahko skupaj, da bomo tudi ribe probali, ki jih imajo tukaj. Tisti, ki jih bi želel vnesti domov, mislim, da se lahko prijavi pri našemu gostitelju. Tako da, glejte, glede na to, da smo bili tolikle cajta en od drugega, je prav, da si izmenjamo izkušnje, da se poveselimo, da se podružimo
da kakšno smešno rečemo. Jaz sem tudi par smešnih vicov, če vas bojo mogoče zanimali, da malo razelektrimo. Ampak to pa, ko se bo kamera ugasnila, znal je rekel una žlogarca, pa je to prava. V glavnem, jaz sem na voljo za vprašanja, ene 5 vprašanj bom sprejela, potem je pa vaš čas. To pomeni druženje, veselje. Naša Kristina bo potem zaključila z gongom, da se oglasimo na te zemeljske energije, povezane s stvarstvom, s prvobitjo, s praspominom, ker če se ne bomo zavedali, kdo smo, tudi ne bomo mogli narediti te spremembe. Tako da prosim, evo. Jaz bi eno stvar. Nihče, mi nismo podpisali pogodbe z državo, rečemo, ampak so naši starši podpisali svoj nevednost. Ja, tako. In mi bi se mogli temu odpovedati, kako je to na Hrvaškem naredil živi človek. V Sloveniji je Tonka dala, v parlamentu stalo pa je že OZN City, je Hrvaška rešila. Pri teh zadevah morate biti malo previden, ker je treba postopke pravilno speljati. Hrvati so eno pomanjkljivost naredili, ampak to kasneje, to ne bomo danes reševali, ker zdaj je prasindikat ima že svoj delovni kotiček. Vsak četrtek se lahko priključite temu kotičku, a ne? Ja, bo pa naš Bojan povedal. V vsakem primeru. Tako, ampak glejte, pri teh zadevah, kar se pa tiče osvoboditve, izpod sistema je pa treba biti zelo previden, ker je pravilno treba speljati postopke. Tako da to potem kasneje. Gospa tamle je želela še nekaj vprašati. Ja, hvala za besedo. Nekaj smo že, da ne bomo gospe. Ok, ja, ker ne vem ime. Ena srčna duša. Evo. A Mateja, zanima me vezano na to cepljenje in na vojsko, ko smo že zadnjič omenjali v sobo. Kaj to pomeni? Ali obstaja možnost, da bo to kakšno prisilno fizično cepljenje? Kak je to mišljeno, če lahko? Glejte, zaenkrat se še ne ve točno podrobnosti, bo potem Suzana Balinova povedala. Ja? Jaz bi rekla za vojsko. Romana, ja, pardon. Jaz bi rekla za vojsko, da ni to tako strašno, ko hodijo informacije. Vojska ima, ne vem, 4-5 enot svojih zdravnikov, medicincev. S tem, ko pa vem, civilna zaščita pa dela pod okriljem zdravstvenih domov. Civilna zaščita svojih cepilcev nima. Ker pa vem to iz Rdečega križa, Rdeči križ je stalno, civilna zaščita je vzela iz zdravstvenega doma, da so šli kam pomoč in to je v okviru civilne zaščite. Ok, zdaj pa kar se civilne zaščite tiče, moram dati eno pripombo. V mednarodnih pogodbah je to prevedeno iz angleščine napačno. Ne gre za civilno zaščito, ampak gre za civilno obrambo. Toliko, da se boste zavedali, in to je pa bistvena razlika, ali se mi branimo, ali pa nas oni ščitijo. A vidite, kako nas ščitijo? Tako, da nas cepijo prisilno, pa testirajo prisilno, pa maske nam natikajo. A razumete? To je zelo pomemben prevod. Ni civilna zaščita, ampak mi smo del civilne obrambe. Ok? Kasneje, malo še pol, ko se bo. Ok, prosim, evo, tamle še ena duša. Jaz sem tudi slišala za izraz prasindikat. Ja? Prasindikat sem prvič slišala danes. Ja? Boste kasneje izvedla. Ok, boste izvedla, vse boste izvedla. Pa ne daš odgovora. Ja, boste izvedla. Prosim. Mi smo ilegalni. Samo mečkar. Da se pogovorimo, kako se organizirati pri iskanju rešitev. Ja? Vsak iz društva, da tudi 400 ljudi recimo ima svoj primer. Ja? Svojo situacijo, ki jo pošlje na društvo. Ja? V tem trenutku gre vse na tvoje maile. Tako, ja? Bi se mi organizirali, da vsak ima svoj problem, dobi rešitev na njega. Ja? Ti ne moreš vse odgovoriti. Ja? Torej, recimo, da bi v Mariboru naredili eno sobo pisarno, pa bi to mleli, pa kar ne znamo rešiti, damo nekomu naprej, da bi se recimo to...
A si ti pripravljen sodelovati zraven? Ja, jaz skozi pač po svoje sodelujem, pa nekaterim pomagam, malo nekaterim pomagam, ne? Ja. Prijem do točke, ko pa več ne znam. Ja, ja. Kaj mi da, dobro, samo, to je zdaj samo, ja. To bi bilo fajn, pardon, Ja. ti ta vprašanja med vse ostale. Tako? Recimo, jaz imam zanimiv primer zdaj, ne? Ker sem poslal osebno na Kuplena, 3-krat zavrnil. Pa sem pa poslal na policijsko postajo, dobim pa isti šajs, jaz poslej pošljem, zdaj spet na njegov imen, primek, pa spet ignoranca. Glej, oni vejo, da ne delajo prav in po pravih postopkih, razumeš? Ampak ker smo bili mi do zdaj neaktivni, ignorirajo. Ampak ne smemo popustiti, šibati nazaj, dokler ne bojo dojeli. Zakonodaja je jasna, to se točno ve, nikjer to ni opisan in konec. Fertik. Jaz imam zdaj, ki se moram izjasniti v 5 dneh, ne? Ja? Jutri dam na pošto, prazen list papirja, sem se izjasnila in sem tudi odvetnico Petkovo. Ja? Vprašala, je rekla, da je dobra finta. Ja? Ja? Bom jim dala prazni list papirja v kuverto, na kuverto pa napisala veza, dokument in dala za povratnico, pa da vidimo. Meni je ignoriral. Ja, nima kaj ignoriti. Slušaj, veš, kaj se mi dogaja, da dobivam za isto zadevo različne sklepe, pa pokličem kriminalista. Je rekel, da se je zmotil. Vprašam, jaz sem brez službe od lanskega leta, če jim grem za administratorko, da se ne bo več zmotili. Bravo. Načinov komunikacije, pač glede na te globe je več vrst, ne. Mi smo probali marsikaj, dejstvo pa je, da glede teh ukrepov nimajo zakonske podlage. In če bi oni priznali, da ni zakonske podlage, je konec z ukrepi takoj. In načrtno držijo nad vodo te postopke, ker ne smejo priznati. Zdaj se je celo zgodilo, da tožilci izdajajo odločbe in sklepe v imenu sodnikov. Absurd! Bolano! To samo pomeni, da je zakonodaja neveljavna, da gre za goljufijo in mi moramo samo vztrajati, če ne drugače bomo šli pa na Ženevsko konvencijo. Konec! Kaj zdaj naredim, ko dobim plačilni nalog, vržem nazaj spet? Ne! Ti moraš pogledati, na katero vsebino se ta plačilni nalog nanaša. A ne? Ker eni plačilni nalogi so bili za občinske meje, v zakonu o nalezljivih boleznih 39. člen pa piše o državnih mejah. In oni so se na to sklicvali. In mi smo se norce delali nazaj, daj so mejo predstavili, da mi ne vemo. Nobenega odgovora več. Imamo spletno stran na Belisu, ne? Ja? Torej, zakaj nimamo foruma, kjer bi lahko ta vprašanja... Bomo še dodali zraven. Lej, bomo še dodali zraven. Mi delujemo komaj 4 mesece. Do zdaj nobeden ni za slovenski narod naredil nič. Bravo, Belis! Ne moramo narediti vse čez noč. Primerov je ogromno. Mi delamo noč in dan. Treba se je pa tudi spočiti. Prosim, majčkeno za potrpežljivost, vse bomo naredili. Sam ne gre čez noč. Če mi hočemo to speljati, moram jaz prvo čuvati sebe, da bom lahko sploh funkcionirala, ker je noro, vam povem, noro. Jaz dobim na dan po 100-150 mailov. Več jih bolj zaktivirali. Ja, sej je. Lejte, jaz vam zdaj pripravljene že 14 dni govorim te mize. Pravi, da je začela že delovati, ostale pa zdaj pridejo na vrsto. In jaz bom imela tudi predavanje z mojimi o tej pravni podlagi, kjer se bomo mi, ki imamo majhen pojma o teh pravnih zadevah, skupaj dobili, da boste lahko delovali tudi na posameznih področjih. A velja, sam ne gre čez noč, jaz sem sam 2 roke, 1 glavo, 2 noge pa na avto lahko fura. Več ne gre. Kaj pa tu za Podravje, kako bomo organizirali? Eni smo pripravljeni. Ja, lejte, jaz, ko bom zdaj na vse mail naslove, bom jaz poslala te maile in se boste na te maile prijavili. To pomeni,
tisti, ki se vidi v samooskrbi, naj se tam noter prijavi, tisti, ki se bo z mailom, tisti, ki se bo videl v pravnih zadevah, naj se tja noter prijavi, tistega, ki zanimajo pravede in te zadeve, naj se tam noter prijavi, in tako, da bomo mi vedeli, koliko je interesa. A velja. In jaz bom potem zorganizirala po posameznih segmentih lahko tudi Zoom konference, ker verjetno ne bo mogla vse cele Slovenije dobiti na en kup, pa bomo se dobili na Zoom konferenci in potem se bodo po posameznih regijah formirale mize in tam noter se boste potem člani dobili in delovali. S pomočjo, kar se prava tiče, če je kakšen človek tam, da mu je treba pomagati, mogoče v zameno za zemljo, da bomo lahko si pridelali hrano. A razumete? Potem imamo medicinske sestre, ki so se odločile pustiti službo zaradi teh ukrepov, ampak imajo pa izjemno znanje iz alternative in si tudi tukaj pomagamo. A velja, boste obveščeni, no? Tako da se prijavite, potem pa prosim lepo malo za potrpljenje, prosim. Ne moram se klonirati, pa se nimam niti namena, no. Tako da prosim. Original je boljši kot vsaka kopija, vam jaz povem. Ok, še eno vprašanje, potem pa veselje, druženje, uživajte in prosim, bodite to, kar ste. Ja? Lahko jaz še kaj ne povem? Ne vstaj Stojan. Lahko Stojan, prideš sem, pridi. Ja, moje ime je Stojan Svet, jaz sem predsednik društva Čisto modro nebo. Mi spremljamo zadeve za strupljanje našega ozračja z letali. Urgirali smo na Arsu, urgirali smo na vladi Janeza Janše, seznanili smo parlament z zastrupljanjem našega ozračja. Jaz sem vsem predstavil, da je Slovenija poligon za vojaško, biološko, kemično, frekvenčno in radiološko vojskovanje. Jaz vam moram žal povedati, da so naši vodovodi zastrupljeni. Voda, ki jo pijemo, je zastrupljena. Midva s Primožem smo v Mariboru testirala mariborsko vodo in njegovo vodo, pa naj on pove, stani pa pove, kakšna je voda. Sam povem, lahko v enem stavku, da ti slabo postane, ko to vidiš. Slabo. Je res, da ne bi več vode. Notri so težke kovine. Fekalije, težke kovine, ne vem. Pesticidi, glifosat. Poglejte, mogoče ste vi sami ugotovili, da kakšno leto naenkrat ni nobenih komarjev, ni nobenih čebel. Jaz sem se peljal na morje in je steklo od avtomobila ostalo popolnoma čisto sredi poletja. Se morate misliti. In ker vemo včasih, ko smo šli na morje, to je bilo steklo popolnoma rumeno od vsega tega, smo mogli se ustaviti in pucati to. Zdaj tega ni. Zakaj? Zaradi tega, ker nam pesticide mečejo na glavo. Mogoče vi sami veste, da je lani tukaj blizu Maribora poginilo ne vem koliko labodov na nekem jezeru. Mi to spremljamo. In štorke. In veste, kaj je bila ugotovitev, ko so oni analizirali to tkivo? Te ptice so bile okužene z ptičjo gripo. To je patentirana gripa, ki ima oznako H5N8. To je patentirana stvar. Ampak, če so te ptice pomrle, pa verjetno jih je še veliko več, ste vi to dobili tudi v vašo vodo. Jaz osebno se že dosti časa, jaz živim v Postojni, tam je vadbišče Poček, tam se ameriška vojska izživlja, tam izstreljujejo strelivo z osiromašenim uranom, to je radioaktivno. V eni vasi tam blizu, kjer imajo kmetje travnike na tem vadbišču, so ugotovili, da je bila tista trava radioaktivna. Tam tisti kmet, ki je tam imel, on je umrl od raka. In 4 ljudje, ki so živeli, to je vas Petelinje, ki so tam živeli blizu, tudi en otrok, da so umrli. Zdaj, seveda,
to zastrupljanje se dogaja povsod. Zdaj, jaz sam, če ne bi imel filtra, reverzne ozmoze, to je 5-sistemski filter, ki očisti težke kovine, klor, bakterije, viruse in parazite. Jaz svoje prijatelje vse prosim, dajte si nabaviti ta filter. Jaz sam imam prijatelja, ki montira te filtre, on pride sem, za 250 € lahko dobite čudovit filter, imate do konca življenja čisto vodo. 250 je najcenejša, potem je 350, 450 do 1000 €. Glejte, vi se, moje mesto, še enkrat da vam povem, moje ime je Stojan Svet. Jaz imam na Facebooku stran, namesto J je Y. Lahko me kontaktirate preko ZS, lahko me kontaktirate preko stojan.svet@gmail.com. Namesto J je Y. Svet, svet. Prosim? Ali pa destilatorje si nabavi. Destilatorji za destilator ti rabiš energijo, rabiš in je ta voda veliko dražja. Recimo pri tem najosnovnejšem filtru imaš ti na dan 200 litrov kristalno čiste vode. Medtem, ko če pa destiliraš 200 litrov, boš pa ti porabil ogromno električne energije. Se ne splača, računica se ne izide. Jaz sem mislil reči, da jaz pečem kruh z drožmi, kateri poznajo droži, te, ki se kruh dela. Jaz sem vsaj 5, če ne 6, pač, kjer me poznajo, vzamejo od mene droži, recimo, v tednu dni so vse te droži pocrkali. Dobesedno ubija mlečne kislinske bakterije in kvasovke do te mere, predvsem kvasovke do te mere, da enostavno ni moč niti kruha več normalno speči. Zato, ker so not kemikalije. Jaz sem testiral kvasne vode, postano vodo, prekuhano vodo, niti prekuhane vode, ker ni samo klor notri, kloramin notri, ki je še hujši strup, niti s prekuhano vodo se ni dalo kruha narediti. Samo bolj sem nabavil medicinski ionizator in tako tistega trenutka sploh ne pijem več vode iz pipe, sem nabavil ionizator ali pa reverzna osmoza, kanček še mogoče tok zadeva in špila zadeva potem dosti bolje. Kaj posledično hočem s tem povedati? Da tudi v naših organizmih samih poteka to pobijanje vseh koristnih mikroorganizmov v črevesju. Točno to, bravo. In vemo, kaj je črevo za imunski sistem, plus vse ostalo, kaj pa Absolutno. In ne morate verjeti, jaz vsakemu vem, gledaj, če ne boš filtrirane vode, pa smo vsi imeli mogoče malo zabudilo. Ja, kaj ne, to bo delalo. Ni, petim je... A veste, mi smo... Prvič, drugi čeko je bilo 3-4 krat hranjeno, kaj pač to potem postopku gre več ne. Vse pokislilo, kruhi so bili kisli, enostavno se ne da narediti. Maribor, okolica Maribora, ni šanse, ker sem testiral marsikaj, delal sem kvasne vode, različne, ni iz sadja, ki se dela, ni bilo mogoče narediti. Razni so potem, ne vem, recimo Voličina, ki ima svoj vodovod, zanimivo, tam še pa nekak je šlo, pa ni bilo toliko klora, pa toliko zastrupljeno. Glejte, jaz sem lahko pokažem, demonstriram, naredim analizo vode iz mojega filtra in pa iz pipe, da boste videli, kakšna je ta razlika. Ne vem, ali tle je ta voda iz, ali drugač bomo pa najdel kli. Drugač pa... Jaz primerjavo, kužek iz tega medicinskega ionizatorja, ki ga imam filter, zavohajo vodo in raje to pijejo, klorirano iz pipe, sploh ne pijejo. Absolutno. Točno vejo. Hvala, Stojanu, da je to povedal, da sem razumela, kaj imamo. Še tukaj še ena srčna duša prosila za besedo. Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi imela pa eno ful prošnjo za vse. Tako ko je že zdaj gospod razlagal o onesnaženju zraka, kaj geoinženiring dela z našo atmosfero, bi pač, imamo pač čudovitega človeka, jaz mu pravim Robinček, in on ful prosi, mislim pač tako, da nas čim več nastavlja kis z ogledali. In to kemijo, kaj pač oni gori ustvarjajo, kis razbije. Samo to ocetno kislino. Ja, ocetno kislino, ali pa vsaj alkoholni kis 12%. To je sladki.
Ja, pa jaz še zmeraj 12% nastavljam in on je zdaj povedal še korak dalje, ne. Vi lahko delujete lokalno, se pravi v bistvu nad svojo hišo, lahko delate ne vem, če date ogledalo pa mapo gor, lahko delate po celi Jugoslaviji, recimo, no, mislim, Balkan ali pa katerokoli državo, ali pa zdaj, da si zvizualizirate to posodo, jaz sem to danes delala, jaz vam povem, da resnično deluje, se pravi, jaz imam ogledalo, posodo stekleno, ki je pač malo drugače za sadje, jaz dam, ne vem, notri 2 deci kisa, nimam jaz tam dosti, jaz imam 9%, nimam niti 12%, pač normalno informiraš, jaz pač rečem, ne, da kis očisti atmosfero te kemije, no potem pa si zvizualiziraš, kako gre to gor in resnično vam povem, tako je rekel, da si zdaj to posodico malo, ki jo imaš tukaj na ogledalu, zvizualiziraš pred sabo in jo povečaš pod nebo. Jaz vam povem, da to tako deluje, da razčisti te oblake. Te sti lepo vreme, naredilo gnes. On pravi, takrat, ko se fronta pripravlja, takrat, ko oni pravijo, da bojo nevihte, ko so res črni oblaki, ne, nastavljate takrat, ne boste vi sonca naredili, ne, ampak se ublaži, da ne pride do naliva, ki zabije zemljo, ampak pride tisti rahli dež, ki lahko rastline, pa potem zemlja to vpije. Če tega pač ne delamo, pa pridejo ta neurja, ko potem zabije, pa voda stoji, pa se skorja naredi, pa rastline ne pridejo. Chemtrail se razvija. No, pa chemtrail se, kakorkoli, ne. Ko so pa tak oblak, tisto, ko ni nevihtno, lahko pa vi, ali pa recimo je tako megleno, sonce zamegljeno, boste videli, sonce naredimo. In to je treba čim več ljudem povedati, ker to nam je edina rešitev, ker nam hočejo sonce vzeti. Da to deluje. Resnično deluje. Kis deluje, bilo kakšen kis, pa malo daš spode, lahko daš kjerkoli in čez čas vidiš, da oblaki grejo na razno. Res, in potem ogledala tudi, jaz imam eno ogledalo spodaj, pa posodo gor, pa še eno večje ogledalo, zato da odbija, to pa ne znam. Da usmerjaš v oblake. Ga usmerjaš, ne? Jaz ga pač malo bolj pozno, ko se vstanem, nastavim, jaz ga samo enkrat na dan nastavim, ne. Zdaj recimo, glede na to, da imam jaz samo 9%, bi to bilo dosti, da mislim, vsaj 2-krat, to ga pobohate, ne, ker kis se tako rukne nazaj, če več ni tistega vonja, jaz ga vrijem na asfalt, ker na asfaltu še zmeraj izklapi, ne. Ali pa recimo, če si ga potem pustite nazaj v plastenko, pa ga uporabite na mesto mehčalca, ful dobro, ne, tako da ga ne boste stran metali. Tisti kis. No, nekateri ga pa kuhajo, tisto pa je še boljše, ker klapi, ne. Samo še trenutek pozornosti, nekaj zelo pomembenega. Hvala ti, se boste še bolj malo o tem pogovarjali. Jaz imam danes med nami tudi častno gostjo, akademsko slikarko, gospo Zlatico, ki je društvu podarila 17 vrhunskih slik. Kot donacijo, mi dve bova naredile v okviru društva licitacijo in izkupiček teh slik bomo namenili za vse tiste družine, oziroma bomo zbrali 2 družine, ki sta brez dohodkov, z majhnimi otroci, da bomo pomagali tem ljudem, da bodo prebrodili krizo. Tako da je iskrena hvala. Ja, samo trenutek. Rada bi še nekaj povedala. Na portalu lahko najdete Chembuster. To je kemični buster, ki se sestoji iz 6, 8 ali pa več bakrenih teh žic oziroma cevi, ki se naredi, vse po tem načrtu sem si jaz naredila z mojim bivšim partnerjem in to postavim jaz zjutraj, recimo pred bajto zunaj, pa lahko tako oblačno, čez pol ure prijem ven, si je sonce. Tako,
Evo, in to lahko vsak pogleda, za mali denar si lahko vsak naredi, treba je samo iti na računalnik pa pogledati. Ja. Ne, tem baste. Hvala lepa. Isto. Zdaj bomo pa zaključili z uradnim delom, potem boste pa lahko probali ribe, tukaj je sok za popiti, zdaj pa še majčkan tišine, da naredimo energijsko povezavo, da se umirimo. Prosim.